Ljudje, povedati vam moram, da se je začel Tomaž Gorec preseravati. In to jako preseravati. Tako da lušno obe dve, tako da fantje išče punce v hribih, pa punce tudi fante, ne? Kaj je dol, da je odstavni. Jaz sem se vozil, pujmo in pol človek pride nasproti in jaz mu blendam. O, Madonna, kakšna budala sem. Ljudje, povedati vam moram, da se je začel Tomaž Gorec preseravati. In to jako preseravati. Res. To, kar vam bom zdajle pokazal, to je preseravanje. Evo, da vam kar pokažem. Lejte, tole je moj razgled z balkona. Sem v enem hotelčku in lejte, tamle lahko zunaj sediš v senčki, ješ, piješ, počneš, kar češ. Pa lejte ta fantastičen razgled na jezero. Pa vidite tamle končke, tudi mehni so. Lahko se kopam v jezeru. Lahko se pa kopam tukaj v bazenu od hotela. Drugače sem to jezero Mavrovo. A ni to, ljudje, preseravanje? Dajte mi zdaj povedati, kaj mislite, koliko jaz tole plačam na noč z zajtrkom. Zdaj, da vam povem, kako sem sploh prišel do te namestitve. Te namestitve niti ni v Bookingu, kakor veste, jaz rezerviram preko Bookinga, zato ker to ima veliko prednosti, ne. Če ne drugega, stokrat bolj so prijazni in ustrežljivi do tebe. Mislim, jaz tam, ko sem šel prek Bookinga, imam zmeraj samo to pozitivne izkušnje. No, še preden sem jaz šel na tole potovanje, pa sem pač en video objavil, ali sem bil v živo na Facebooku ali kaj, ne vem, sem pozabil, sem javil ena ženska, da ima tukajle apartma. Jaz sem ji pisal in sem rekel, da bom prišel, ne. No, in včeraj ji pa jaz pišem, da bi prišel, pa mi do danes zjutraj, na uno sporočilo, ki mi je ona pisala, pa mi do danes zjutraj ni odgovorila, pišem pol še preko Vibra, pošle mail, pa ni odgovora. Sicer zjutraj je imela še Frej, to namestitev preko Bookinga, ampak jaz sem rekel, če smo se tako pogovarjali, zakaj preko Bookinga, pa da ji provizijo jemljem, ne, ker vem, da je kar visoka, bi jaz direkt se zmenil. No, in ni zjutraj nobenega odgovora in sem rekel, ma nič, se bom jaz kar kaj do nje zapeljal, ne. Saj vidim, prosto je, še zdaj v 2 urah, 3, ne bo tu noben zasul. Ko pa pridem semle, me pa nekaj rekel, daj ti poglej, če je še tu prosto, in zadeve ni več na Bookingu. Je pa tu čest na drugi strani jezera, kar je zdaj, ne vem, po mojem malo slabša lokacija, mogoče pa tudi boljša. Nisem bil, pa ne vem, ne morem reči. In vidim, ni več. Sem se pa prej mem tega pelal, pa vidim bazen, sem pa rekel, wow, tole bi šel pa pogledat. In grem pogledat, vprašati za ceno, če imajo Frej, in so rekli, Frej imamo ceno, pa dajte vi vpisati, kaj mislite, koliko je bila cena na noč z zajtrkom, za tole, z uporabo bazena in vse skupaj. Napišite v komentar, me prav zanima, kaj mislite. Po 2 dneh po objavi tega videa bom pa v prvi komentar, ki ga bom gor pripel, napisal, ali pa vpis videa bom napisal, koliko je bila cena. Tako da eno napišite, koliko mislite, da je bila, drugo pa napišite, koliko bi bili vi pripravljeni plačati za to. Pa morate vedeti, ne, da če ste 2 osebe, to ne pomeni krat 2. To po mojem pomeni maksimalno 30% več, kot sem jaz plačal. Tako da spet sem izredno vesel in Madonna so vse fino poklop, tako da
Sploh ne vem, kva bi rekel, ljudje. Sploh ne vem, kva bi rekel, res. Lejte. Pa tlele, da sediš, pa tole gledaš, pa to je zmaga čista. Madonom spet užival. No, v glavnem jutri ne bom užival, ko grem na korab, pa se ga kar fino namatral najbrž, tako da, ja. Neč. Glejte naprej, ker bo zanimivo. Tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Je popolnoma brezplačno, meni pa velika podpora za ta moje delo. Samo kliknite gumbek, naročite se, všečkajte pa napišite kakšen komentar. Pogledam iz balkona in vidim tole. Čist drugačna situacija, ki je bila prej. No, sicer živo, ljudi velik. Mečkaj sem šel zadremat, sem rekel za 1 uro, ko sem bil zaspan. Še pa še. Sem zaspal pa kar za 4-5 urc. Tako da imam občutek, da sem nekaj zamudil. Pa ne vem, ali je to prav občutek ali ni. Ne vem, se naspati se tudi moraš. Ker včeraj sem šel po 1 spat, pa 3 dni nazaj tudi v kolenih, pa zgodaj vstajam, pa tako naprej, tako da sem zdajle zgleda malo noter prišel s spancem, ampak imam občutek, da sem nekaj zamudil. Zdaj pa ne vem, kaj čem narediti, ali če metmačkam se sprehoditi ob jezeru, vsaj nekaj, ali čem se iti kopat, sam zdaj ni več sonca, ampak se še zmeraj lahko grem. Ne vem, še sam ne vem, kaj narediti. Bom videl. Dobro jutro. Evo, da vam pokažem še tale hotel, v katerem sem nastanjen od zunaj. Ta bazenček je super. Takole izgleda hotel od zunaj, pa okolica je super urejena. Lejte, najbolj mi všeč tole, da imaš tlele se pravi na vrtu, v senčki, mize, stole, pa lepo ješ, piješ in gledaš na jezero. Mislim, meni je zadeva zelo všeč, tako da bom prav težko tukaj šel, no. Prav težko, tako da evo, lejte, tole pa še čist hotelček od spredaj. Zdaj se grem pa mečkan sprehoditi ob jezero. Poglejte te lepoce. Glejte pa, kar k meni grem, da me ne bo napol. Kaj konjiček. Ampak glejte, glavno so pa teli, ki imajo 2 mlada. Kaj je? Je tam v Albaniji me je konjiček mali, konjiček, mali konjiček, pridi. Kaj je konjiček? Ja, tam v Albaniji me je ena napala mal, ki je imela mejhenga, tako da mečkam se jih pa zdaj bojim. Glejte, en tam malo tlele leži na tleh. Glejte ga, kako je lep. Kje ste konjički? Kaj je? Se mi noto nič naredili, ne? Ja, lepi ste. Res ste čudoviti ste. Čudoviti, lejte ga. Kako lep. Dejte malo priti k meni, no. Kaj je konjiček? Kaj je konjiček lepi? Te malo pridi k meni. Pridi k meni te malo. Kaj, zakaj se skrivaš za mamo, se ti ne bom jaz nič naredil. Kako si lep. Pridi no k meni. Pridi k meni, na. No. Mali konjiček. Ja. Moj cilj jutranjega sprehoda je bilo, kuža za koc pa hud, je bilo, da vidim tole, da pridem do tele cerkvice,
Na tem kraju sem že ta tretjič. Ko sem bil prvič, je bila voda noter v cerkvi. In ta cerkev, to cerkev so zalili, ko so delali jez. Ker tole jezero je tudi umetno jezero, je nastal zaradi elektrarne. In ta cerkev je bila včasih skoraj do strehe zalita. Ko sem prvič bil tukaj, je bila tako, tale je bila še voda, se mi zdi, tako da sem hodil noter. Aha, zdaj so pa tu malo zrihtali, pa saj so že, ko sem bil ta zadnjič najbrž. Ko sem bil ta prvič, je bila tle voda noter, pa tudi malo zrihtali so, no. Malo pospravili, kam ne odnesli, ker glede, tukaj se je streha not podrla, vse ne, pa streha je celo kamnita bila, tako da se spomnim, da je bilo ful materijala. Vidite, tudi toliko so počistili, da so zdaj tle neki, bi rekel, tla, ki so sigurno stara. Tako da zanimivo, bom opis videa dal tudi link do tistega videa, ki je bila cerkvica zalita. Se je čist kratek, ker takrat, če nisem video montiral, to je bilo leta 2018. Za sopotnico Renato sem šel in takrat sem to posnel, tako da si poglejte, nisem pa takrat znal še video montirati, tako da mislim, da je samo video tak kratek, pol minute, minuto. Zdaj je pa gladina jezera, kakor vidite, zelo veliko nižja. Tako da verjeten, da so to tako zrihtali, da mislijo, da ne bo več prišla voda tako visoko, ker če bo, bo problem. Sem se pa malo zakalkuliral, kar se časa tiče. Sem rekel, do cerkvice 10 minut. Je bilo pa več kot ure, to jaz nimam občutka. Danes grem na korab, kakor sem že povedal. 4 ure je do gor, pa štartam šele ob 9:30, ker je ob 9 zajtrk. Sem rekel, če imam zajtrk, se bom nafruštkal pošteno, pa da grem set, pol imam pa pol urce dobre do izhodišča se z avtom pelat, pa 4 ure do gor, ampak je to ni nič težka pot, trava, tako da ne bo problema, no. Je pa super tukaj, tako da malo živčen ratujem, ker je tule proti koncu potovanje in ne vem, kako pa kaj narediti. Razmišljam, da bi tle še en dan več ostal, pa da se majčkeno spočijem, ker nisem niti enkrat še na tem potovanju dal vse skupaj, majčkeno, da bi bil počasno, nisem. Pa neke stvari bi rad posnel, ki bi jih rad povedal, ki so še sveže. Pa malo bi se tamle v bazenu kopal, pa danes bom kar se utrudil, kam šel na korab, tako da jutri pa še nedela je, bi mi pripadalo to razvajanje, no, tako da ne vem, se bom nekje na poti na korab ali pa dol odločil, kako pa kaj, zdaj pa gas na zajtrk, pol pa gas naprej. Glejte, prav do mene je prišel, prav za menoj je šel, ne, konjiček, te malo pobožam, glejte, kako je lep. Glejte, pa ve on, da imam jaz njega rad, ne. Ja, moj zlati konjiček, moj konjiček. Čakam zajtrk, vmes še kaj naredim na računalniku. Če niste še pogledali Silvata, kako kajta, ga pogledajte. Drugače pa lejte, presenečen od seboj, da sem se spomnil, da bom uro tole pametno Polarjevo vzel gor v hrib. Ponavadi, ko štartam, se spomnim, da nisem vzel. Seveda je bila še čist prazna, tako da je še polnem. A pa lejte, zdaj zadnje
Mislim, včeraj sem že vzel tablet magnezija, danes zjutraj ga bom zdaj vzel, ker brez magnezija v hribe jaz ne morem. Drugače pa lejte, kako imajo lepo jedilnico, no še lepš pa zunaj. Jaz sem sicer, lahko bi šel tudi ven jest, ampak sem šel noter, zato ker se boš na računalnik vid, pa da lahko normalno delam, pa internet je pa vse. Vozim se proti izhodišču za najvišjo goro Makedonije in Albanije, Korab. Cesta je taka, ampak za mojo Kupro to ni težav. Pride pa še malo slabša, no, tako da tole je še kar dober, boste videli. Tukaj za menoj je kao, se pravi, obmejna policija. Tu sem je že videl, ko sem šel pred 3 leti, ampak me ni noben ustavil. Zdaj imajo pa malo zagrajeno, pa tako naprej. In ko sem šel meni zažvižga, pa ustavim. Čeprav sem v vsakem primeru hotel ustaviti, sem rekel, da ne mu kakšne probleme. No in sem rekel, dober dan, grem na Korab, rabite kakšne papirje, rekel, ja, rabim osebno, prometno, pa dovoljenje nacionalnega parka. Sem rekel, dovoljenja nimam nacionalnega parka, kje pa jaz to dobim? Sem predsvedel, da tu nekam drgam bo treba pujeti, pa ne vem, kaj še vse. In sem že mislil reči, ne, če se kako da brez tega, pa tu. In noter začne en upet. In prav, kaj je šefe, ne, zgleda, da je bil šef. Odkje sem, iz Slovenije, pride šefe ven. Je rekel, če kadim, sem rekel, da ne. Je rekel, lej, te bom spustil, da ne hodeš ti zdaj nazaj po tole dovoljenje nacionalnega parka. Kadim zato, da ne bi kaj zažgal. Je rekel, samo jav se nazaj, se vstav, ko greš tukaj, da vem, da si živ prišel, pa tako naprej. Sem rekel, najlepša hvala za prijaznost, sem mu roko dal, malo so podebatirala. Vidite, zato imam jaz tudi rad Balkan, ki se da takole zmeniti. Tisto dovoljenje košta 1,5 evra. Ampak jaz bi izgubil več kot 1 uro, da grem zdaj nazaj po tem Makedamu. Lejte, kakšna cesta je, ne? Več kot 1 uro izgubim in hvala Bogu, da me je spustil. Kam šel pa nazaj, mu bom pa 2 črna pira dal, ki jih imam. Tamle v havbi, tako da se jim sam malo odolžim, tako da super tale Balkan, super. Zdaj pa gremo z te slabe ceste, še na malo slabšo, ampak je samo 2 kilometra, tako da bomo zdržali. No, sicer tlele niti ne zgleda neki ful slabša kauna, tak mečken slabša pa je najbrž. No, pa tle se mi je še naredilo, da je en dol prišel, tako da sem mogel v rikverc. Zdaj sem šel na ekranček, ampak glih po takili cesti ni lušno rikverc rint. Upam, da se mi ne naredi še enkrat. Pa da bi še dlje časa mogel rint rikverc. Prispel na izhodiščno točko, tlele sem avto parkiral, poglejte, v senci še celo, tako da ga ne bo cel dan tu grelo, ne. Lejte, tle pa včas po mojem bila karavla, predvidevam, pol kasneje pa ta mejna policija, ampak zdaj jih ni več tle, so tam dol, ki so me tudi ustavili. Zdaj pa gas, gremo. Prvi del poti, ampak to res krajši del, gre po gozdu, zdaj se bo pa kmalu odprlo, tako da potem pa po travnikih, evo, se že odpira, tako da jaz utraj hodim, ne po gozdu, izven gozda, čeprav je bilo vroče, ampak pa uživaš v razgledih, ne.
To bo to, ljudje. Takole bi človek rekel, da je tistale špička vrh, ne? Tako bi predpostavljal. Ampak običajno to ni, je nekje od zadaj še nekaj višjega. Ampak bomo prišli. Če crknem pridem gor, garantiram vam. Tukaj sem si natankal vodo, tako da zdaj jo imam 3 litre. Točno 3 litre. Ja, pa sem jo tudi prej, ne, ampak sem jo zdaj več kot liter spil. Ker švicam kokon. In zdaj sicer, tukaj sem ene Nemce srečal, so mi povedali, da je 300 metrov pred vrhom še voda. Tako, sam ne vem zdaj kakšna. No, bolje imeti več vode, kot premalo, ker če nimaš vode, to je pa lahko grozno. So pa rekli, da imam še 3 do 3 ure pa pol, tako da bo po mojem kar 3 pa pol do vrha. Imam pa še dobrih 1000 metrov, 1000 pa 30 metrov do vrha. Tako da gremo. Oni so šli že dol, ne vidite, jaz sem tu čist prepozno štartal. Jaz sem šele 10 pred 12 sem štartal dol. Ob 9 so rekli zajtrk, pa ni bil ob 9, je bil šele 9:30, pa preden sem pojel, pa preden sem do sem prišel, je 50 minut bilo z avtom, še več, 1 urco, tako da je kar šel cajt. Ampak gledajte, mi ni nič žal, je čisto ok, zdaj da mi bi tam en sandvič pripravljali, pa pa tret. Sem se lepo fino nafruškal, zjutraj sem se še malo sprehodil, tako da je bilo čisto dobro. Drugače prej sem pa še 3 srečal, 2 punce, pa en fant so bili, tako da lušne obe 2, tako da fantje išče punce v hribih, pa punce tudi fante, ne. Mislim, tisti, ki grejo takole v hribe, to so zdravi ljudje, v kondiciji, niso leni, tako da tu. No, vejte, pokrajina pa čudovita, tako da me kar nese gor brez težav. Vidite tele hiške tlele dol. Ne vem sicer, kaj je to. Sem pa pred 3 letem šel tu noter vse pogledat in sem tudi posnel. So imeli neke živino noter, živeli so tudi ljudje včasih, so bili ostanki. Zdaj nisem šel pogledat, sem rekel, ta prvi cilj je, da gor pridem. Moram šel nazaj dol. Imate pa v opisu tega videa link do tistega videa, ki sem tle 3 leta nazaj šel na korab, pa nisem gor prišel zaradi vremena, sem pa šel sem noter in raziskal tu, tako da si lahko pogledate. Pokrajina pa čudovita. Da si malo krajšam čas, da hitrej mine, se gremo na take mogoče čudne igrice, ampak koristne. Jaz sem si rekel, da se grem štopat, v kukem cajtu premagam 100 metrov višine. In zadal sem si zadevo tako. Sem rekel, najhitreje bom prišel, če se ne bom nič ustavljal. Grem počas, kakor najbolj moram, pa brez ustavljanja. Ker to je najhuj, če se ustavljaš. In boste verjeli, v 8 minutah sem premagal. Zdaj štopal sem tu na telefon, ne na štoparco, na minute, lejte, lahko je tu. Lahko je tu 7 minut pa pol, lahko je pa 8 pa pol. Pa rečemo 8. Ampak, komaj sem zdržal. Dobro, da sem vzel zadnje metre, mečkam bolj položen teren. Prej je bil pa tak hrib, da sem mislil, da pljuča ven vrgo. Ampak, ne vidite, eni, ki so v kondiciji, ne, ki gre lahko skozi takole, kaj jaz ne bi tudi še 20 višinskih metrov mogel iti. Takole, ne. Madonna naredi 700 višinskih metrov, skoraj 800. Madonna, tu pa ja. Ne, jaz sem kar pri 300 zadovoljen. Tako da. Dober sem, bom pa še kdaj tu probal. Seveda boste zdaj rekli, odvisno od terena, on to tretji. Ja, seveda odvisno od terena. In tudi odvisno od terena, kakor za kjerega človeka. Za vsakega človeka je en bolj idealen. Za enega je mogoče čisto takole na hrib, ker ima dosti kondicije in bo najbolj hiter prišel.
Jaz kaj pa nimam, se pa ustavim po 20 metrih. Tako da malo z orientacijo, z nobeno nočem tekmovati, tekmujem s sabo, tako da to je to, zdaj pa malo spijem, pa dalje, pa brez štopanja. Sem na 2250 metrov, dotlej nekje sem prišel 3 leta nazaj, potem sem pa zaradi dežja neviht in tako obrnil. Nič, zdaj pa naprej. Ta vrh je visok 2764, tako da imam še v bistvu, je točno 500 metrov še. Pojma pa nimam, kje je vrh, ali tamle, bomo videli. Vrh je čisto na drugi strani, kot sem mislil. In lejte, zdaj smo šli tle na drugo stran, lejte, pa čisto drugače ratalo. Kar me veseli. Super je. Tukaj sem srečal enega fanta, me je prosil, da ko bom srečal njihove kolege, naj jim povem, da ne bo šel on gor. Škoda, pa ima sem še 400 metrov višinske, pa tako lepo je. Fejs bi se vam zlagal, če bi rekel, da uživam, ko hodim v tis hud hrib, pa se matram. Ne, to ne uživam. Lejte, uživam pa zdaj, ko hodim v bistvu po ravnin, v bistvu celo malo dol, ne. Jaz zdaj hodim glih kontrasmer, kakor vam kažem, pa je podobno isto. Kažem vam pa to smer, zato ker tam na onu stran sonce pa se ne bi tako lepo videlo. Tako da tu pa res uživam, ne. In lepo hodiš, nič se ne matraš in opazuješ to lepo naravo. Zavidam pa tistem, ki imate tako dobro kondicijo, da vam ni noben mater tudi tuna, ta huda strmina in greste lepo k traktor gor, tako da vsaka vam čast. Mogoče bom tudi jaz enkrat tako. Bom, če bom dosti treniral, vse se da, če se hoče. Tako sem dal tudi naslov moji knjigi. Drugače pa čez en mesec približno gremo s Tjašo na Triglav. Tako da moram malo trenirati. Komaj čakam, še prej pa na Mangart. Tako da imam same lepe stvari, se meni dogajajo v življenju. Res, nič se ne pritožujem, fino je. Sem na točno 2400 metrov. Ko sem bil na 2000 metrov, sem si rekel, da na 2400 se ustane, malo spočijem in spijem eno tole pijačko, ki mi jo je dal Arif. To je moj gostitelj v mestu Struge. On je uvoznik te pijače za Makedonijo. Imenuje se Palestina. Imenuje se pa zato tako, ker od vsake prodane pločevinke gre nekaj 1% ali ne vem koliko v dobrodelne namene za Palestino. V Sloveniji te pijače žal ni, je pa tako dobra, ljudje, da vam ne morem povedati. Res, imaš več okusov, ta je pomaranča je top, imaš tudi energetske, ampak zaenkrat sem pomarančo probal in mi je res top. Tako da dve sem seboj vzel, eno bom tle spil, eno pa na vrhu. Se pa bojim še, da je preveč zmrzjena, da je sploh pit ne bo mogel, sem jo dal v ledišče, tako da. Ampak pasala pa bo. 650 višinskih metrov do vrha, tamle nekje bo to. Me kar že malo zdeluje, tako da če bi rekel, da sem lahko prišel, bi se zlagal. Dober, nekaj ful težko pa tudi ne. Bravo, jaz! Prispel na najvišji vrh Albanije in Makedonije, korab po imenu visok 2764 metrov. Lejte, jaz to ne osvajam vsak dan, tako da sem tako vesel. 1400 metrov višinskih naredil, to je zame kar okej, tako da sem vesel kot radio. No, lejte, vrh je tukile, gor albanska zastava, ni makedonske, ne vem zakaj.
Glejte, tamle dol, ne vem, če ste vi videli, so flike snega, še kar velik. Tako da, kdaj sem se sprašal, odkje imajo vse te reke vodo, ne, polet, suša, v rekah pa voda mi ni bilo jasno. Zdaj mi je malo bolj jasno, ko vidim, da se še takle cajt topi sneg tukaj gor in seveda daje dol v dolino vodo. Lejte, zdaj tole dol je že Albanija, tle na tej strani je Makedonija. Lejte, razgledi čudoviti. No, vrh je čist druge, kakor sem si predstavljal, kakor sem na začetku govoril. Tisti niti približno ni. Tako da, jaz sem ful zadovoljen, tako da, juhuhu. No, na vrh je bilo sigurno lažje priti tudi zato, ker imam dobro obutev. To so moje merelke, obutev merel, skoraj nove. V njih se tako dober hod, da vam ne morem povedati. Jaz jih uporabljam že 6 let. So tudi moj sponzor, tako da lahko rečemo, da je tole oglasno sporočilo. Lejte, veliko ljudi mi je tudi že pohvalilo jih, da so jih kupili, zato ker jih jaz tako hvalim, ampak res, lejte, meni so tako zelo udobne, da vam ne morem povedati, tako da jaz jih bom kar še nosil naprej. Morda pa probajte tudi vi, ne? Pa boste videli, kako so. Vidite, eni pa pridejo gor z motorjem, tako da zanimivo. Poglejte, te seljačine z motorjem so gor prišli. Prej nisem do konca povedal, ker me je človek čudno gledal. Evo, lejte, zdaj gresta pa tle dol. Mislim, da greš po planinski poti z motorjem, mislim, nobeno spoštovanje do narave. In veste, s kje sta? Iz Nemčije. Vidite, in mislimo, da so Nemci neki kulturni, pa ne vem koga. Ma večje seljačine, kot smo mi vsi Balkanci. Redko kdaj komu prvoščen kaj slabega. Temu bi pa enemu prvoščil, da se mečkem prebrne. Ne, da se nekaj fino poškoduje, tuk žleh nisem, ampak malo pa še. Ne vem, kako mu je normalno. In kako sta bila vesela, ne, sta drug mu čestitala, uspela sva tret. Ja, kako moraš pa tuk prefuken? Kaj če bi, tu moraš zmerno povedati, kaj če bi vsi takole gor hodili na vrhove? Iz Krosko. Žalostno. Dajte vi napisati v komentar, kaj vi mislite. Če jaz enemu slabo prvoščen, samo to naredi, je tlele majster pol. Sem se mečkem prepozno prišel, da bi ga posnel. Grem kar dober tempo nazaj, ampak ljudje, veste, kaj se tole vleče? Veste, kaj se vleče? Tle, ko sem prišel za tega ovinka, sem mislil, se še malo zaletam, sem dol v dolino, pa sem, ma kje? Veste, koliko imam še iz tega? In tudi ne prej tle, ko sem nekaj prečkal, sem občutek, da ko sem šel gor, da je bilo to takoj. Tako da, pa veste, čaka me še ful spust. Lejte, 2374 metrih sem še. In ko se pa spuščam, pa čutim, po orenk noge bolijo. Tako da, jaz, ko sem gor prišel, sem mislil, sem že vse naredil. Pa sem glih pun naredil, ali pa še pune. Neč gremo, najprej to kakšni temi hodu, pa zdaj, da ne bi še na kopu, da v njih policaju tam ni več, ne vem, da delajo sam do 8, ne vem. Tako da ne bom še zaradi tega kakšne težave. Pa tudi nekaj bi pojut tam v lokalu, ne. Tako da ja, bi rad čim prej prišel. Že malo mrak se dela, jaz sem pa še na 2200, lete tam dol so tiste hiške. Ampak tukaj bo hitro padala ta višina. Je pa težko, veste, to dole. Mislim, težko noge trpijo, ne. Pa še tečem,
Tako da se moram kar ustaviti vsake toliko časa. Sem blizu dol, imam še nepurce, noge pa tako pečejo. Pečejo, tako da sem se mogel ustaviti. Pa sem rekel, posnamem zdaj, ki je še malo svetlobe, še zadnji video iz tega, ki grem dol iz Koraba. Razen, če je bilo nekaj ful zanimivega. Tako da, evo, zgleda, da sem srečno prišel. Zdaj pa hitro v hotel. Stuširati se nekaj pojesti, ne vem, šel prej pojesti ali pol se šel tuširati, ne tuširati sem šel prej. Ker ješče pozno jem mi ne odgovarja. Sem se ga pa fejst namatral, bistveno bolj, kakor sem mislil, se ga bom. No, zdaj so dol še tiste hiške, ki sem rekel, da jim še mogoče pogledati, ne, tudi približno se mi ne da. Poglejte jih v unem ta starem videu, kaj je noter. Ja, je zanimivo videti, sigurno. Neč, gledajte, še kaj čez uno hosto celo moram prideti. Saj imam več kapure. Kaj je bila tale voda dobra pa osvežilna. Malo sem jo spil, malo sem se pa po glavu osvežil. Ja, bolj ne more biti. Prispel na cilj, to se ljudje še kar vleklo. Vleklo. Malo sem si izračunal, koliko sem danes tekočine spil. Saj 6 litrov. Pa še kad domov pridem, jo bom krepko čez 1 liter. Ampak naredil sem to. In veselje je neverjetno, še večji bo, ko pa pridem v hotel. Jutri pa en sam užitek. Kopanje v bazenu, kaj tacga nujenega narediti, ki me veseli, kaj posnet. Super. Gremo. Dobro jutro. Danes bom pa zajtrkoval zunaj. Dajte, tukaj lepo v senčki. Danes bom bolj lenaru, no. Ne, lenaru ne bom. Par stvari bom naredil, ki jih moram narediti. Malo video urejal. Naredil plan poti za naprej. Nekaj malega bom šel še tukaj le pogledat. Pa kele smučišče. Mal bom dron spustil, pa bo dan kar minil. Malo se bom pa v bazenu kopal. Samo v ta hotel sem zato prišel, da sem kopal, pa se zaenkrat še nisem. Drugače pa noge me ful bolijo. Tako da kar počas hodim. Zdaj pa čakamo zajtrk. A ja, še to, da vam povem. Včeraj zvečer, ko sem prišel v hotel, veste, da nisem nič jedel, ker preprosto nisem bil čist nič lačen. Sem pa včeraj spil okoli 6 litrov tekočine. Verjetno zaradi tega pol nisem bil lačen ali ne vem kaj. Tako da, morda sem tudi kakšno kilco shujšal. Ne vem, bi se mogel zvagati. Evo, dobil zajtrk. Omleta s sirom, pa še ta beli sirček jaz obožujem. Pa še malo meda pojem in se, po domače povedano, nažrem ke prasac. Tukaj pa pogled na jezero, tukaj lepo urejena okolica. Bogovsko vam povem. Evo, pogledajte, kako se ljudje naročujejo na moj YouTube kanal, tukaj, kjer imam namestitev, so pogruntali, da sem YouTuber in zdaj se vsi naročujete. Evo, hoču ja, da napišem. Evo, gotovo. Jel ste pogledali neki moj video? Da, jesmo. Vi jeste? Da, jes. Kakav je? Pa, dobro, mi se sviđa. Dobro je, super. Super, hvala. Čao, vidimo se. Zdaj je pa čas, da se tudi jaz mečkano kopam v temle bazenčku, namreč zato sem prišel v ta hotelček. Tako da sonce sije na polno, tako da bo pasalo malo zaplavati.
Kako se vam to zdi? Napišite v komentar. Tamle dol skačejo. Sem grunto bi šel jaz probat salto narediti samo. Boljš da ne. Dobro jutro. Zapuščam ta čudovit kraj. Malkar težko. Ampak po drugi strani se pa rad odkrivam nove kraje, tako da se tudi novih dogodivščin, novih krajev, ki jih bom danes videl, veselim. In danes bom videl kar nekaj stvari. Veliko kilometrov bom naredil, to zame ni problem, ker se rad vozim. Avto moj je majčken že umazan, ne majčken fejst. Glede na to, da grem danes čez carino na Kosovo, bo jim tu sigurno sumljiv, bo rekel človek iz šverca, ki ima tako umazan avto. Nič, gremo novim dogodivščinam naproti. Še zadnji pogled na jezero Mavrovo. Zdaj mi je žal, zakaj se nisem šel zapeljati okoli in okoli jezera. Bog dej drugič, čas. Sem se sigurno še vrnem, ker to so mi tako lepi kraji. Sicer po drugi strani si rečem, pa Tomaž, zakaj hodiš skozi na ene iste kraje, ki je toliko še lepih. No, lejte, tamle dol 2 kemperja, vidite. Oziroma, eno je gasilsko, ne, obadva sta kemperja. Vidite, kaj se imajo eni ljudje dober. Fantastično. Bog se usmili ljudje. Lejte, sem prepozno začel snemati. Jaz sem se zdajle vozil, za gor sta bila 2 pasa, za dol enega. In jaz sem mislil, da tak je dol, da je odstavni. Jaz sem se vozil, pujmo, in pol človek pride nasproti in jaz mu blendam. O, Madonna, kakšna budala sem. Tole je bilo celo fejst nevarno. No, lejte, takole je bilo. Lejte, tale desni pas je tako ozek zgleda, da jaz sem bil prepričan, da je cesta tamle, ne? Ampak ne, 2 pasa sta za gor, en je za dol. In ne, lejte, tlele ovink. In točno tak primer sem imel. Jaz se pa lepo pelem po temle. Pa še polno črto sem prepeljal. Tole. In vidite, če me policaj ustavil, bi rekel, tegam kaznoval, je to zanlež naredil. Ampak nisem zanlež naredil. Nisem budala, da grem glavo na prodej nositi. Mi je kar majčken slabo, ko na vse tole pomislim. Prispel sem na Popovo šapko. To je največje smučišče v Makedoniji. Nahaja se nad mestom Tetovo. Lejte, zadeva kar velika, žičenc velik, bom to še malo bolj pokazal. Se tle nekje kar malo vozim med nekem vikendi, hotelem. Lejte, prva stvar, ki sem jo tle pomislil, ne, lejte, že zdaj ni skoraj nobenega parkinga. Kako imajo tle po zimi rešeno s parkingom? To sem pomislil, imam občutek, da slabo. Lejte, mogoče jim pa delam krivico, pa sploh ni res tako, ne. Dobro, mogoče je dol kaj kakšen parking, ampak lejte, tle je že zdaj. Po letu se zaparkirano, kaj šele po zimi. No, drugače pa planina mi je všeč, dobro se je meni. Jaz kamorkoli v hribe pridem, mi je všeč. Skoraj še nisem bil v hribih, da ne bi mogel reči, da mi ni všeč. Nič, se bom malo zapeljal okoli, pa vam še malo pokazal, no. Razmišljam pa, če bi Silvo tam šla smučat za spremembo enkrat, mogoče pa semle. Lansko leto se menila, da bo šlo v Bolgarijo, pa sva spet cagala, pa sva v Bosni pristala. Tako da bomo probali zdaj kam drgam. No, lejte. So pa tle lepe objekti, lejte. Teli pa upam, da imajo parking, ampak do njih prideti pa kar težko. Ampak lejte, po mojem je tu krožna pot, tako da se bo prišlo. Lejte, drugače pa jaz tle vidim tamle celo 2 žičence, ne ena, pa še tamle ena, pa še tam gor ena.
Tistele, ki je tle naravno svite, tale hrib, to sem že prej opazil, ta je dolga proga, zanimiva. Upam sem, da ni ful vetra, da to ne razpiha, ker tako nam reče na Bjelašnici, ne. Ful dobra proga, dolga, samo veter vse razpiha in ni snega in je problem. Tukaj je ena stara žičnica, ki pa po mojem že dolg cajt več ne dela. Polke gor naprej so kar bajte se zidali od spodaj, tako da tudi če bi tu hotel kdaj v pogon spraviti, ne morejo, ker so bajte, oziroma bilo treba bajte podrt. Tale žičnica, ki gre gor tukaj do najvišjega hriba, ki sem jo tam odeleč opazoval, je ena stara dvosedežnica, sem zdaj tukaj, ampak vseeno, važno je smučišče, če mene vprašate. Tamle je pa neka nova zadeva, bomo šli pa tudi pogledati. No, tukaj je tabla, kjer so vse žičnice, lejte, celo najvišja pele do 2747, ne, to je Titov vrh, je tam od zadaj. Ne, pele žičnica do 2510 največ, lejte, pa jih je kar nekaj teh žičnic, tako da mogoče tukaj pa niti ni slaba tura. Škoda, ker tle nikjer ne napiše, koliko kilometrov žičnici imajo, ne. Lejte, jih je pa kar nekaj. No, tole je pa tale bolj moderna. Končna točka je skoraj 2000 metrov, 1995. Razlika je 300 metrov nadmorske višine, majčkeno manj, dolžina je pa 1391 metrov. Zdaj, če tlele vse skupaj pogledamo, ja, tole imajo že majčkeno tako. Lejte, 1, 2, 3, 4, 6 sedežnica mora tole biti. Tako da, po mojem je tle kar dobra smuka. Še iz druge strani Popova šapka, lejte, tam sem se prej pelal po eni cesti med tistemle hiškami. Tamle je tista lep hotel, ki sem vam ga tudi že pokazal. Tukaj je tudi en lep hotelček, restauracija. No, vidite, tle gor je pa ta smučišča, pa tle so tudi še odzad smučišča. Drugač pa, kakor sem vam že povedal, moj prvoten plan je bil, da grem na Popovo šapko za 2 dni, 2 nočitve, se pravi, da nas bi prišel, bi prespal, jutri zjutraj bi šel pa na Titov vrh, pa pol prišel nazaj, prespal, drug dan pa naprej. Ampak, ker me je že korab tukaj trudil, da me še zdaj ful noge bolijo, sem se odločil, da bom Titov vrh spustil, zato ker je še ne 30% težji prideti in daljši in večja višinska razlika. To je 3. najvišji vrh bil v Jugoslaviji. In tukaj grejo vsakega 25. maja, se pravi za dan mladosti, grejo množično na ta Titov vrh. Tako da mogoče bi pa enkrat šel tega 25. maja, ker to je zanimiva prireditev, videti tukaj ljudi. To je tako, kot sem lansko let bil tam na obletnici bitke na Sutjeski. To mora biti zanimivo, ne? Da pa zdaj nisem šel, sem pa prav naredil, ker še zdaj, rekel, 2 dni potem, ko sem bil na korabu, me kar noge bolijo, kljub temu, da magnezij jem in vse ne. Pač je bil napor tak, nisem dosti dobro pripravljen, tako da če bom šel, se moram prej majčkeno pripraviti. To je to, zdaj grem tukaj še nekje na eno kavico, na hiter, ker danes sem v gužvi s časom, pol pa gas naprej.